Ob vseh avtih, ki jih testiramo pri volanu, včasih kar pozabim, da v neki fazi vsi ti avtomobili potrebujejo servis. Jasno, če so pa vedno vsi novi, no tale naš ID4 je pa zdaj star že 4 leta, pa še električen je. Po mojem sicer laičnem mnenju servisa ne potrebuje, se pa njegov računalnik ne strinja z mano. Torej, a ga res potrebuje? Zato kot vsi klasični avtomobili rabijo servis, tudi vaš ID potrebuje servis. Pri električnih avtih pač je razlika samo v tem, da nima pač bencinskega oziroma dizelskega motorja, poganja ga pač električen agregat, zato je tudi pomembna baterija za samo gonilo. Servis se opravi na vsake 2 leti, večji na vsake 4 leta. Pri tem servisu danes, ki ga imamo tu, se menja recimo hladilna tekočina samega sistema, to je pač plin, s katerim se tudi sama baterija hladi, se pravi potem zavore, menjava zavorne tekočine in pa sami mikrofiltri klime. A je ta plin v bateriji drugačen kot plin v klimatski napravi, naprimer? Ne, ta plin je enak. Koliko pa je tega plina noter? Povprečje je tam nekje med 350 do 400, po tovarniškem normativu, tam pa podaljšan interval, ima pa tam nekje 600 gramov. A pa se lastniki električnih vozil držijo servisnih intervalov? Se držijo servisnih intervalov, v bistvu se še bolj držijo kot pa sami klasični vozniki, ker pač električno vozilo pač poganja baterija. Kaj se zgodi, če baterija ni primerno hlajena oziroma vzdrževana, lahko zgori. A se v bistvu tukaj tudi kakšno stanje baterije pogleda ali se to itak vidi, ko se priklop zadeva? Če ni nobenih napak, dejansko se to ne gleda, ampak ko se pa zgodi napaka, takrat se pa gleda, več pa ne. Koliko časa pa traja en tak večji servis na 4 leta? Kompletna logistika od samega sprejema do same izdaje vozila, tam nekje 2 ure, 2 ure pa pol. Tudi če je z električnimi avtomobili manj dela, je tudi tukaj redno vzdrževanje zelo pomembno, da boste varni za volanom.